Sedaj pa vabim k besedi profesora dr. Janeza Juhanta, ki prihaja z Teološke fakultete v Ljubljani, ker je bil redni profesor za antropologijo, etiko in zgodovino filozofije, tudi dekan, dolga časa član Nacionalnega kurikularnega sveta in urednik serije teologije Ost-West pri mednarodni založbi Little Münster in pa od leta 2012 je redni član Evropske akademije znanosti in umetnosti v Salzburgu. Že v preteklosti je veliko pozornosti namenil Janezu Evangelistu Kreku, tudi s pripravo Krekovega beriva in pa z ureditvijo 5. svetska Krekovih izbranih spisov. Njegov prispevek ima naslov Krek in krščansko socialno gibanje v Evropi. Prosim, profesor. Spoštovani, hvala lepa za besedo, gospod voditelj. Vesel sem, da smo slišali nekaj temeljnih stvari o njegovi osebnosti, ki nekako so dobro izhodišče, kako sta gospod Pfeiffer in gospa Farnovikova predstavila za temo, ki sem dal naslov, da poskušamo Kreka umestiti v krščansko socialno gibanje v širšem kontekstu, ne samo v Sloveniji oziroma takratnih slovenskih deželah, ampak v širši Avstriji, ki lahko rečemo tudi v Evropi oziroma v svetu. Krek je v tem smislu, lahko rečemo, neke vrste preizkusni kamen, ne samo družbe, kar odražajo njegove označbe, s katerimi so ga označevali recimo liberalci, socialisti v Talariju ali naš Marx, ki po župniščih in pridno agitira, danes je imel 3 shode, recimo, in podobne stvari, ki kažejo na to, da je bil on človek, kako sta ga oba predgovornika lepo predstavila, ki je šel iz ustaljenih tirov. Zato je bil seveda tudi v nekem smislu izziv za takratno družbo, kakor pa tudi za takratno cerkev. Tudi tu najdemo recimo v Jegličevem dnevniku zapise, recimo, da je zelo dober socialni delavec, kaj pa za cerkev, recimo, pravi tam Jeglič. Vse to njegovo delovanje nekako je postavljeno v takratni izjemno zahteven okvir družbenega življenja, ki se na nek način vleče tudi do današnjih časov. To se pravi, zgodba se pravzaprav lahko rečemo danes zaostruje, recimo en sodobni teoretik oziroma tudi praktik, podobno kakor je bil Krek, Parkins, je napisal knjigo Ekonomski morilec, v kateri pravzaprav kaže, kako je svetovna politika, liberalna politika ali še bolj natančno liberalistična politika, predvsem izhajajoč iz Amerike, se posluževala različnih agencij in tudi, kot on pravi, korporatokracij in nekako tako urejevala ta svet v nepravičen in seveda povečevala družbeno revščino. To je bilo tudi Krekovo spoznanje že v takratnem času in dejansko iz tega je izhajal. Prva stvar, ki je seveda tudi izjemno pomembna, je, da je Krek nekako deloval na krščanski podlagi in vedeti moramo, da je tudi katoliška cerkev s to krščansko podlago bila v velikih dilemah. Te dileme gredo že na francosko revolucijo, kjer vemo, da se je pravzaprav ta pojem krščanske demokracije nekako uveljavil. Frédéric Ozanam je recimo razumel krščansko demokracijo vzgojo, krščansko vzgojo za demokracijo. Potem seveda tudi papež Leon XIII recimo piše v Graves de Comuni v svoji krožnici o pomenu krščansko socialno, podobno, kakor je potem tudi v okrožnici Rerum Novanum zapisal, ampak na drugi strani pa poudarja, da tukaj ne gre za politični termin, ampak predvsem za socialni termin. To se pravi, krščanstvo ni mogoče dati v naročje politike. In to je bilo na nek način tudi
Krekovo stališče. Tudi Krek v nekaterih zapisih zelo jasno poudarja, da se ni dobro kititi s krščanskimi z imeni v politiki, kajti politika je vendarle umazana stvar. Seveda pa na drugi strani, in to je pravzaprav ta dilema, Krek zelo jasno izpostavlja, da pa je vendarle potrebno na krščanski podlagi družbeno delovati in tu seveda se lahko ogradimo recimo od kasnejšega Hocbeka, ki je nekako razumel krščansko politiko predvsem kot individualno, ne pa organizacijsko. Krek je bil prepričan, da je krščansko-socialna politika tudi organizacijski posel, ki seveda podleže potem tudi ne samo družbenim, ampak tudi političnim, gospodarskim, socialnim in vsem drugim zakonitostim. Te zadeve je Krek seveda srečeval in v tem smislu ga lahko postavljamo na nek način v ta evropski kontekst, ne samo zaradi tega, ker se je glede teh zadev srečeval na Dunaju, predvsem mu je bil nekako praktični učitelj, takratni krščansko-socialni teoretik in tudi ustanovitelj Karl Lueger, ki je recimo že za drugi katoliški shod na Dunaju, avstrijski katoliški shod leta 1889, pripravil v tako imenovanih gostih večerih v hotelu Golden Ente osnove za takratni shod, ki je nekako izdelal krščansko-socialno, lahko rečemo, osnovo družbenega delovanja. In seveda Krek je potem, ko je bil v tem času pač na Dunaju, te stvari prevzel in seveda to mu je dalo tudi predvsem teoretiki, ki so bili v zadju, poleg bolj praktika, recimo Luegerja je bil tu seveda Karl Vogelsang, še prej Wilhelm Emanuel Ketteler, majški škof, nemški, ki je v 19. stoletju pravzaprav poudaril pomen tega krščansko-socialnega delovanja za cerkev in je tudi dal velike osnove za papeževo okrožnico Rerum Novarum. Krek recimo sicer, kot pravi, ob smrti leta 1910, ob smrti Karla Luegerja, pravzaprav se z njim nikoli ni srečeval, tako je zapisal tam v Slovencu, vendar je na drugi strani, kot v istem članku opisuje, pravzaprav pri njem videl močan zgled in tudi seveda nekako svoj osebni zgled tega družbeno-socialnega delovanja, v tem smislu, da se je, kot je rekel, postavil nasproti oblastem in dejansko za delavce. In seveda tega časa izvira potem tudi znamenito Krekov antisemitizem, ki so mu ga učitali recimo tudi pri nas, ki ga Krek in seveda tudi Lueger razume kot izraz tega nasprotovanja kapitalistom, ki so bili seveda v veliki meri tudi Židje. Krek seveda se zaveda, da je pravzaprav ključna vloga pri tem osamosvojiti delavce in tudi o tem veliko piše tako v socializmu, kako potem v dostavkih socializma, da je treba pravzaprav tukaj delavcem dati temelje v samostojnem delovanju in seveda tudi podpreti njihovo vlogo v družbenih procesih. To pa veste, da recimo tudi takrat na Kranjskem, tudi s njegovim kolegom dr. Šustašičem, ni bilo nekako najbolj sprejeto, pa seveda še mnogimi drugimi, razen s nekaterimi, recimo, ki so pa seveda vedeli, da je to ključno vprašanje politike. Krek se je pa zavedal, da pravzaprav to je tista stvar, ki je nekako najbliže krščanstvu, ker gre pravzaprav za to, da bo krščanstvo rešilo družbene spore, ki so v zraku. Zato je recimo napisal med drugim tudi, ko govori v enem svojih pismov o Oblaku, svojemu kolegu v Šentlovcu pravi takole: logika moja pri gostinčarju pa je takale.
To je šlo za leta 7 za kandidiranje za državni zbor. Pravi, če se ne sprejme delavski kandidat, zame ni mesto v delegaciji. Delavstva ne pustim, ker vem, kaj pomeni socialna demokracija za cerkev. Naj pade to, potem je Ljubljanska ulica razdivljana in pomalem se izpraznijo cerkve, kakor drugod. Grem dalje, če bi se tu tudi moral ločiti od stanovskih tovarišev, če bi me čakale kazni od škofa, delavstva ne pustim, ker vem, da mi v ti logiki, ki jo imam, in v ti prognozi, ki je sad temeljitega študija, nihče ni kos. Če pa pade Gostinček kot kandidat za državnega poslanca, je delavstvo zavrženo, jaz pa sem pri njem, torej pri delavstvu ostane. Pridejo pa časi, ko bodo obvladovali mojo odločnost. Torej, to je bilo Krekovo stališče, ki zelo jasno kaže, kako pravzaprav, kakšna je bila temperatura glede njegovih najbolj, bi rekli, temeljnih vizij, da je treba organizirati delavce. Seveda podobno je bilo tudi, kar zadeva kmečko vprašanje, kjer je seveda najbolj naletel, o tem bomo še drugi govorili, pri težavah, naletel na težave pri liberalcih, ki so bili seveda tudi zastopniki. Vendar tudi načelno, in tukaj gre za nekako načelno vprašanje, je tu vprašanje tako imenovane demokracije, ki je, kot veste, tudi v katoliški cerkvi dobila svoj placet na nek način šele z drugim Vatikanskim cerkvenim zborom, medtem ko so papeži, recimo tudi Pij IX, recimo, ki je v Silabu pravzaprav kritiziral te novejške tokove, čeprav je bil v začetku tudi nekako privrženec teh francoskih idej. Namreč gre za osnovno vprašanje, ali je mogoče tudi v cerkvenem razmišljanju zastopati demokracijo. Veste, da je leta 1782 v Ameriki so potem izvolili enega škofa, recimo na demokratičen način, je potem to tudi bilo deležno kritike iz Vatikana in je, potem sta bila še dva pomožna škofa izvoljena, vendar ta proces se pravzaprav ni izvršil, se ni vršil dalje, ampak je tukaj katoliška cerkev stala na stališču, da je pač ona hierarhična ustanova in to je pravzaprav tudi vedno znova izvalo tudi politične izzive in seveda delavstvo je bilo na nek način preizkusni kamen tega. Tako da lahko rečemo, po eni strani je Krek seveda bil v polni meri človek cerkve in je seveda vse svoje delovanje razumel kot delovanje v smislu katoliške vere in tudi v smislu cerkve. Na drugi strani pa je seveda vedno znova iskal svoje pota, kakor jih je ubiral tudi v vseh drugih zadevah svojega življenja in seveda s tem seveda naletel tudi na težave v cerkvi, kakor tudi seveda v družbi. Ključno vprašanje, ki se tukaj seveda pojavlja, je seveda, da je cerkev, lahko rečemo, že od protestantizma dalje, posebno pa v letih recimo od jožefinizma, pa potem v zadnjem stoletju, v 19. stoletju, pravzaprav doživljala zelo ostro politično, zelo osem političen izziv, ki se je kazal v tako imenovanem kulturnem boju, kako veste. In seveda tukaj je cerkev vedno bolj se doživljala kot tista, ki jo skušajo liberalni krogi podrediti, torej tukaj ne gre samo za nek način ločitev cerkve od države, kjer je Krek, kot veste, zastopal stališče, da do tega bo prišlo, to je bilo v razpravi leta 1907, ampak je zastopal po drugi strani pa tudi stališče, da seveda je potrebno, da država spoštuje cerkveno družbeno razsežnost in upošteva, da se cerkev tudi temu primerno lahko družbeno organizira. In seveda v tej dilemi, se pravi nasprotovanja cerkvenemu delovanju in podreditve cerkvenemu delovanju, ki je potem se vleklo, lahko rečemo, skozi celotno 19. stoletje in se seveda potem
prevesilo tudi v liberalno demokracijo in recimo zanimivo je, da je Krek v svojem delovanju velikokrat na Slovenskem stopil skupaj s socialnimi demokrati in na nek način z njimi sprejel delo za delavce, vendar ko je pa šlo za določene stvari, ki so jih socialni demokrati skušali prav tako izpostaviti, kot je recimo kritika papeža ali pa nasprotovanje cerkvi, tam je pa Krek se zelo ostro postavil nasproti takim stališčem. Tako da lahko rečemo, da je Krekova veličina v tem delovanju, v tem, da je pravzaprav to, kar je nekako osnovno vodilo njegovega življenja, da je začutil, da je pravzaprav treba, kot je zapisal Leon XIII v svoji okrožnici Redovnovalnem, najbednejšemu stanu pokazati in da je bil kot človek zvest temu določilu in je poskušal na nek način to tudi organizacijsko speljati in kljub temu mu je seveda se posrečilo, da je krščansko demokracijo na Slovensku organiziral. Recimo Jurčec nekako ugotavlja, da je ob koncu monarhije pravzaprav Krek imel dobro tretjino delavstva in je tudi načrtoval, da bi delavstvo prevzelo nekatera podjetja, recimo premoge in pa železarne recimo, in da bi dejansko s tem tudi se kapitalsko osamosvojilo, kar je bilo tudi na drugi strani delovanje njegovega posojilniškega, ker je prav tako približno tretjino slovenskega kapitala združil v zadružnem gibanju, povezavi potem tudi z ostalimi deli. Lahko rečemo, da je, zakaj je Krek tu v nekem smislu voditelj in tudi na nek način na višini, lahko rečemo, takratnega časa, ne samo zato, ker je vse te tokove zelo dobro poznal, ampak je na nek način celo po mojem mnenju presega takratni čas, kajti z organizacijo delavstva in predvsem z primerno tudi krščansko organiziranost, krščansko-socialnega gibanja z izobrazbo in osamosvojitvijo delavcev je pravzaprav ljudem vlival upanje, da je mogoče na krščanski podlagi prav tako, kako recimo delajo to socialdemokrati, organizirati ljudi in je tudi mogoče tako ljudi osamosvojiti in jih nekako samostojno povezati v družbeno življenje. S tem pa se seveda, kakor je tudi v omenjenem zapisu rečeno, zgodi, da dejansko preprečimo, da bi se družba razklala, kakor so, in seveda preprečimo potem tudi različne spore, revolucije in tako dalje. Če primerjamo to Krekovo delovanje, lahko rečemo, da tudi poimensko recimo je zelo blizu poskusom, ki so se potem dejansko v svetu, posebej v Nemčiji, pa tudi v drugih deželah, recimo Jurčec pravi, da se je krščansko-socialno gibanje najbolje nekako uveljavilo v Belgiji in na Nizozemskem. Lahko pa rečemo, da se bi seveda tudi in to tudi recimo Jurčec tako ocenjuje, da bi se lahko tudi pri nas in seveda tudi v Avstriji, vendar se je zaradi narodno-političnih zadev se ni moglo tako razviti v Avstriji, zato ker je pač potem to Luegerjevo gibanje prišlo v avstrijsko ljudsko stranko, potem seveda šele leta 1934, ampak kljub temu je vse skozi, kakor je tudi Krek opažal, dejansko to gibanje težilo k podpori nemških interesov in s tem seveda tudi na nek način šlo mimo njenega glavnega namena, ki je seveda tudi podpora in organizacija delavcev. To na nek način velja seveda tudi za Krekovo delo pri nas, kjer pa so se seveda vse stvari zelo nagrmadile in lahko rečemo, kako je bilo danes tudi že rečeno, po mojem je Krek odigral tu ključno vlogo. Veste, da je potem leta 1909 bil ustanovljen krščansko-socialni sindikat, ki je potem odigral tudi pomembno vlogo in seveda dokler je imel tu močno besedo Krek in dokler je on tudi to gibanje povezoval stranko, je seveda to gibanje
imelo tudi ustrezno težo in tudi ustrezen razvoj na Slovenskem. Mnogi so in nekateri nekje so tudi neki zapisi, kjer je Krek obžaloval, zakaj ni tega gibanja nekako izločil ali pa osamosvojil, ne pa pustil recimo predvsem Suštašiču najprej v katoliško narodno, potem seveda, kot veste, slovensko ljudsko in leta 1990 slovensko ljudsko stranko. Ampak treba se je zavedati, da je Krek ravno po tej svoji naravi, ker je bil človek, ki je dejansko šel iz okvirov, ki je tudi, kako je bilo zelo dobro tudi danes rečeno, odprl toliko projektov, da dejansko teh projektov tudi sam ni mogel in tudi zaradi tega je on ljudi vzgajal, da so sami nekako te stvari izpeljali. S tem pa je seveda na nek način tudi rabil sodelavce in to je tudi njegova veličina. Mislim, da imajo prav tisti, ki vendarle ugotavljajo, da je ne glede na ta konec, potem Krek, Šuštaršič in nek razkol, ki se je zgodil potem ob deklaracijskem gibanju, vendarle obstojalo sodelovanje in je tudi zaradi tega sodelovanja bilo mogoče, recimo, da so se zgradila ta delavska stanovanja, ko je bilo ustanovljeno tudi društvo za graditev stanovanj, da je to gibanje dejansko tudi imelo tak uspeh in da je s tem seveda tudi Slovenska ljudska stranka v tistem času Avstrije imela dejansko velik vpliv in odmev. Tako da lahko rečemo, da je Krekovo delo tu nekako na liniji, Alcide de Gasperi je bil njegov sodelavec od leta 1911, potem pa seveda tudi mnogi drugi teoretiki kot Oskar von der Breuning, ki je eden glavnih teoretikov jezuit v Nemčiji od 1890 do 1991 je bil nekako duša, lahko rečemo, tega krščansko-socialnega gibanja teoretično, pa potem tudi praktično v delovanju nemških sindikatov. Seveda v naših razmerah se te stvari niso mogle tako razvijati in je potem seveda, kot veste, sindikat po prvi svetovni vojni igral to Krekovo samostojno vlogo, vendar seveda potem prišel v osvobodilno fronto in z odstranitvijo Aleša Stanovnika na nek način tudi izgubil to svojo samostojnost. Ne glede na to pa ostaja seveda ta Krekov prispevek izjemno pomemben za slovenskega človeka, predvsem seveda delavca, pa tudi kmeta in tudi model, kako se dejansko pristopa do vprašanja. Hvala lepa za pozornost.